Vsem skupaj želim dobro večer, dober dan, pa je se zunaj še sonce sije, to je pa tema, ampak ni tema, bo svetloba. Torej, v sklopu teh predavanj imamo danes drugi del tega kristjani in drugačnost, in sicer v našem družbenem življenju, in sem mislil, da bi za današnje razmišljanje malo predstavil to, kar se v javnosti velikokrat govori tudi o novi levici. Gre za neko ideologijo, za nek kulturni pojav, ki je zelo pomemben, katerega učinke opažamo recimo v takih gibanjih, kot so ta skrajni feminizem, ali pa recimo teorija spola in podobne stvari, ki so zelo daleč od krščanstva in ki se hočejo tudi uveljaviti kot nadomestek za krščanstvo, za neko novo antropologijo, za nek nov sistem vrednot, za neko novo najprej filozofijo o človeku, ki bi naj bila podlaga za tudi novo politično in družbeno ureditev. Gre torej za en projekt, ki je zelo daljnosežen in ki zaskuša tudi seveda imponirati, uveljaviti, usiliti, če hočete, preko raznih političnih skupin. To pač dobro naključje, da to sovpade z predvolilnim časom, ni bil to namen, ampak zakaj bi si pa tudi prepovedovali nekatere stvari, ki jih je treba povedati, ne glede na to, ali predvolilni čas, ali pa kakršenkoli drugi. Gre torej za ta pojem levice in desnice, ki že večkrat ugotavljamo, da pravzaprav niti ne vemo več točno, kaj je levo in kaj je desno, zato ker so stvari malo pomešane in so se dostikrat v tem času tranzicije pri nas tudi obrnile, da tisto, kar je tradicionalno veljalo za levo ali pa za desno, je danes postalo levo in obratno. Tukaj mislim predvsem na odnos odnos do doseženih privilegijev, odnos do privatne lastnine, do liberalizma v ekonomiji, da imate naenkrat pojav, da nekdanji, to kar je že zelo znan kanadski filozof Charles Taylor rekel, kako to, da nekdanji učenci Marxa čez noč postanejo učenci von Hayeka. Von Hayek je namreč eden najbolj klasičnih predstavnikov, to je avstrijski, je živel v Ameriki, ki je najbolj klasičnih predstavnikov ali pa predstavnikov klasičnega liberalizma in najbolj, lahko rečemo, zadrtega liberalizma. Se pravi, da se marksisti, ki bi ne bili na nasprotnem polu od liberalizma, čez noč spremenijo v marksisti, torej v liberalce. Vse te stvari so danes pomešane velikokrat in zato je dobro, da še mogoče enkrat gremo skozi zgodovino te misli. Zato, ker sem rekel, gre za en kulturni pojav, ne gre za družbeni samo, ne gre za politični, ampak za vsem tem stoji tudi en pogled na človeka, pogled na svet, predvsem pa na pogled na človeka. 5. maja so obhajali 200-letnico rojstva Marxa
Marksa smo si zapomnili seveda po marksizmu in po komunizmu, ampak Marks je bil filozof. To je bila ena teorija o življenju, o človeku, iz katere so potem sledile druge stvari. To, kar smo doživljali v praksi. Ampak te stvari niso bile kar tako iz trte zvite ali pa po neki intuiciji, ampak domišljene na osnovi določene filozofije. Eden najbolj znanih, ali pa verjetno najbolj znan in najboljši poznavalec marksizma je bil Leszek Kolakowski, en Poljak, ki je najprej bil sam marksist, pa je potem marksizem zapustil. On v svoji veliki znani debeli knjigi oziroma tridelnem delu Glavni tokovi marksizma ima prvi stavek: Marks je bil nemški filozof. Gre za, dobro je bil, ampak bil je najprej filozof, se pravi, niso tako nepomembne ideje, ki jih imamo v življenju, pogled na človeka, v kaj verujemo, v kaj upamo, če hočete, te stvari so pomembne. In zato tudi tukaj gre za nek nov pogled na človeka, ki je v nadaljevanju seveda marksizma, ampak obogaten, če smem tako reči, ne sicer uran, ampak obogaten z freudizmom. Izvor delitev na levo in desno je ustavodajna skupščina francoske revolucije od 9. julija, ki je trajala do 30. septembra 1989, ko se je zbralo 1200 poslancev v Versailles, da bi izvolili novo francosko ustavo. Zato se imenuje ustavodajna skupščina. In na desni od predsednika so bili tisti, ki so, lahko rečemo, zagovarjali stari red in pravico kralja do veta, se pravi, ki so hoteli ohraniti kraljevo avtoriteto in seveda še kralja naprej. Na levi od predsednika pa so bili nasprotniki pravice do veta. Na desni strani od predsednika so bili zastopniki plemstva in duhovništva, na levi pa tako imenovani tretji stan, kar je predvsem pomenilo meščanstvo, se pravi podjetniki, mali ali veliki, ki so trgovci in tako naprej, skratka srednji sloj, predvsem predstavniki takrat porajajoče se že ekonomske elite. In to ime se je prijelo, levica, desnica. Se pravi, čisto po naključju, lahko bi se bili usedli drugače, pa bi bilo drugačno poimenovanje. No in potem v času restauracije, se pravi, ko je po letu 15, ko so skušali nekaj desetletij zopet vzpostaviti stanje pred revolucijo, so imenovali desnica rojaliste in nasprotnike revolucije, se pravi tisti, ki so hoteli pripeljati kralja nazaj in vzpostaviti družbeni red in politični red, kot je bil pred revolucijo. Na levici so bili pa liberalci, zagovorniki individualnih svoboščin, svobodne menjave in še vedno monarhije, ampak ustavne monarhije. Se pravi, neomejene oblasti kralja, ampak zelo omejene oblasti, to, kar se je že prej uveljavilo v Angliji. Tako imamo tudi v Veliki Britaniji to delitev na leve in desne, konzervativce in liberalce, v Ameriki delitev na republikance in demokrate. Ta delitev na dva pola politična je zelo klasična. In ko včasih pri nas beremo kakšne take ljudi, ki obžalujejo, zakaj smo razdeljeni med levico in desnico, je pravzaprav to neka nostalgija po neki lažni enakosti vseh, da bi nekako zabrisali vse razlike,
v hipu, ko priznate pluralizem, različnost ljudi, potem se vam nujno pojavi najbolj blaga oblika tega pluralizma, ki je delitev na dvoje. Kakorkoli zdaj to imenujete, levica, desnica, zgoraj, spodaj ali kakorkoli že, delitev na dvoje je najmanjša oblika pluralizma. In kljub temu, da se še potem pojavljajo druge vmesne stopnje, je delitev na dvoje nekako značilnost vseh pluralističnih ureditev, tako da tisti, ki to obžalujejo, bi pravzaprav morali zahtevati eno ponovno enakost vseh, ukinitev pluralizma, kot ga mogoče imajo v Severni Koreji. To je ta francoska revolucija, ki je začela to delitev na levo in desno. In tako smo imamo to politično delitev, liberalna meščanska levica in aristokratska desnica. V tem primeru zdaj še vedno imamo liberalce na levici in aristokrate na desnici. Za katere so glavne vrednote liberalne meščanske levice, recimo tiste, ki so izglasovali buržoazne, meščanske svoboščine tam v sredi 19. stoletja, bi spadali sem tile. To so vrednote, ki poudarjajo spremembe in napredek. Se pravi, vse, kar je sprememba, je tudi avtomatično napredek. Spremembe za vsako ceno. Gre tukaj za to. In to imate še danes v glavah mnogih ljudi. Glavno, da je sprememba. Ni važno, kako je. Če je sprememba, je takoj boljše. Kar sicer ni večer. Enakost vseh. Ta levica zagovarja kozmopolitizem, to se pravi ukinitev delitve na nacionalne države, ena sama država svetovna, to, kar se danes uresničuje, pa ne politično, temveč ekonomsko, za globalizacijo. Potem močan poudarek na vrednosti posameznika in njegovih pravic, svoboda, svoboščine, pravice, velik poudarek na nedotakljivi pravici do zasebne lastnine. Tukaj gre za to, da je izmed teh treh najvišjih vrednot liberalizma je svoboda, potem svoboda združevanja, pluralizem in pa spoštovanje zasebne lastnine, ki je nedotakljiva v klasičnem liberalizmu. In tudi potem omogočanje prostovoljnih združenj, interesnih združenj, bi lahko rekli. Nasprotno s tem aristokratska desnica, se pravi tista, ki poudarja preteklost, pridobljene privilegije, pa pridobljene stvari, imate pa poudarek na izročilu in na trajnih vrednotah. Ne na tistem, kar se spreminja, ampak tisto, kar preživi vse čase. Trajne vrednote. Poudarek na avtoriteti in na oblasti, ki je treba za vsako ceno spoštovati. Potem poudarek na narodni in kulturni identiteti, identičnosti. Se pravi, ne poudarek v tem, da smo vsi ljudje na svetu enaki in da je treba pozabiti na naše medsebojne kulturne razlike, ampak da je treba te kulturne razlike gojiti. Dobro, da se lahko iz tega rodi tudi kakšen nacionalizem, je jasno samo po sebi. Namesto vrednost posameznika je poudarek na skupnosti. Skupnost ima pravico, da zahteva od posameznikov, da se ji podredijo, zato zakonitost in red, ne pa anarhija.
stanovske dolžnosti, ne pa pravice in svoboščine. Se pravi dolžnosti. In ne pridobljena zasebna lastnina, ampak podedovana zasebna lastnina, se pravi to, kar so prejšnji rodovi določene družini ali rodbini pridobili. In poudarek na tako manjih stanovih, lahko rekli cehi, stanovska država. Ta ideja stanovske države je bila živa še do druge svetovne vojne. To so zdaj nekako, lahko rekel, vrednote, tudi malo v opoziciji ene do drugih, tako imene liberalne meščanske levice in pa aristokratske desnice, ki je bila v veljavi, bi lahko rekli, do prve svetovne vojne. Vse 19. skozi vso 19. stoletje so se med seboj dajali, kdo bo prevladal na političnem torišču. Potem pa pride do nekega tretjega elementa. To so pa proletarci. Kajti v prejšnjem liberalna levica in pa aristokratska desnica, tukaj proletarci še nimajo svojega mesta. Zdaj pa pride do proletarske revolucije oziroma do proletarskega problema, do problema delavstva in njegovih pravic in vsega skupaj in se nekako ta, bi lahko rekli, spektr ali pa ta razporeditev družbenih skupin malo zameša. V tem smislu, da se aristokratska desnica in politična levica povineta oba na desno stran in si levi prostor prisvoji in zasede proletarska skupina proletarcev, ki torej postanejo nosilci in se identificirajo z levico. Se pravi, ne gre več za delitev niso več predstavniki levice, niso več recimo industrialci, trgovci, meščanstvo, novi lastniki kapitala, novega kapitala v nasprotju s starim kapitalom, ampak gre za revolucijo, ki pripelje vse kapitaliste, če hočete, vse lastnike kapitala, starega ali novega, na eno stran vrže in na novo stran, na levo stran pridejo proletarci, ki niso nič. Bili smo nič, bodimo vse, če se že spomnite, ko smo prepevali Internacionalo. Ta proletarska revolucija se bo bolj manj poznamo, nič posebnega. Industrijska revolucija ustvari proletariat kot nov družbeni razred. Se pravi, proletariata prej ni bilo, se pravi, ni bilo skupine ljudi, ki bi bila tako močna, tako številčna, kot se je pojavila v 19. stoletju, ko se pojavi industrija. To so že prej bili hlapci pa dekle na raznih posestvih, gotovo, pa obrtni, oziroma delavci, zaposleni, pomočniki, vajenci v raznih obrtnih delavnicah, ampak to je bilo še zelo omejeno. V času industrializacije, ko namesto ročnega dela pridejo stroji in tisti, ki služijo strojem, postanejo zelo številčni in tisti, ki so lastniki teh strojev in seveda industrije, so malo številčni in se torej ta napetost med enimi in drugimi okrepi in tako delavstvo zavzame mesto nekdanjega tretjega stanu, kot so rekli v francoski revoluciji. Prvi stan je bilo duhovništvo, drugi stan je bilo plemstvo in tretji stan je bilo tako meščanstvo. No, zdaj pa ta tretji stan je tudi porinjen med duhovščino in plemstvom kot desnica in ki tudi tam postane glavni nosilec desnice,
na levici pa zavzame to mesto delavstvo. In ta delavski razred dobi svoje ideologije za utemeljevanje svojih zahtev, kjer se počasi uveljavi marksizem in izpodrine druge oblike delavskih zahtev. Namreč treba je poudariti, da ideja socializma, ideja enakosti vseh, bratstva, da pride do neke večje družbene pravičnosti, kot je bila v zgodnjem kapitalizmu, te ideje niso bile marksistične v začetku. To so bile predvsem v veliki meri krščanske, bolj ali manj krščanske ideje. Vsi ti socialisti, kakor jih komunisti, marksisti pozneje slabšalno in poniževalno imenujejo utopični socialisti, so v prvi polovici, pa tudi sredi 19. stoletja prevladovali. Ampak na to se je potem vcepil Marx in marksizem, ki je preko raznih internacional in podobnega vsilil svojo ideologijo, svojo filozofijo, svoj pogled na človeka in izpodrinil te tako imenovane utopične socialiste. Tukaj je šlo, to bomo poudariti, spet za ideološki boj. Poudarjam vlogo idej. Nas so marksisti naučili, in to se nam je vcepilo v prepričanje, da pa zbog ideje niso važne, vse ideje so samo neke vrste površinski pojav, kot neke vrste plesen v naših možganih, vse važno je tisto, kar je v želodcu, se pravi materializem, ekonomija je tista, ki je pomembna in ki vodi zgodovino, ne pa ideje. Ampak marksisti sami niso v to verjeli, ker so tako zagrizano svojo ideologijo širili. Nekateri so sicer rekli, ampak to v praksi ni prevladovalo. Marksisti so širili zelo zagrizano svojo ideologijo, hkrati pa rekli, vse ideologija ni važna. Vse ideologija pravzaprav samo sledi družbeno-ekonomskemu načinu življenja. V resnici pa nikakor niso hoteli čakati, da bi sledila, ampak so jo zelo, zelo zagrizano in pospešeno uveljavljali z vsemi sredstvi v idejnem, kulturnem življenju družbe, kjer so prevladali in seveda zato tudi bili taki sovražniki in so še danes do religije, do vere, še posebej do krščanstva. Je šlo za kulturni idejni boj. Poudarjam pomen idej, da ne bomo nasedli tej marksistični, še vedno zelo v naši kulturi prevladujoči miselnosti, vse ideje niso važne. Važno je, kako ljudje živijo in kako zaslužijo in kakšno imajo materialno življenje. Še kako so ideje važne. Ne bom tukaj govoril o Maxu Weberu in podobno. In seveda, ta proletarska revolucija, torej glavna, ne glavna, več razlik je med drugimi socialisti in pa marksisti, ampak ena zelo pomembna je, da je treba izpeljati spremembe s pomočjo revolucije. Se pravi, treba je nasilno spremeniti družbene razmere in jih na novo organizirati v moči idej marksističnih, v moči marksistične antropologije, se pravi nauka o človeku. Oba sistema, nacistični, rasistični in marksistični, kot dva totalitarizma 19. oziroma 20. stoletja, sta bila dve različni antropologiji, pogled na človeka, filozofija o človeku, ki sta ravno z tega vidika zelo močno nasprotovala neki tretji antropologiji, ki
ki je naša krščanska. Se pravi, ta antropologija pomeni filozofija o človeku, antropos pomeni po grško človek, nauk o človeku, pogled na človeka, teorija o tem, kaj je človek, čem je njegov smisel in tako naprej, kakšne so njegove temeljne vrednote, kako naj živi, kakšne so temeljne silnice njegovega življenja in podobno. Vse te teorije so tukaj bile odločilne. In po tej teoriji po marksistični teoriji je treba izpeljati revolucijo, se pravi, ne čakati, da se bodo stvari postopoma izboljšale, torej ne reforme, ampak prekucništvo, kot bi rekli, ko so včasih prevajali revolucije, ne? Treba je postaviti stvari, torej uničiti z nasiljem, odstraniti staro, ne čakati, da se počasi preoblikuje, ampak ga prepriči zamenjati in vreči na smetišče in postaviti nekaj drugega, nekaj svojega, po naši lastni zamisli in po našem lastnem modelu. To je ta nasilna revolucija, ki so jo zagovarjali marksisti proti vsem tistim utopičnim, kot so jih oni imenovali, socialistom, poniževalno, ki so pa praviloma vsi zagovarjali, treba je z moralno reformo ljudi, treba je ljudi nagovarjati z vrednotami, z krščanskimi vrednotami, s človeškimi vrednotami, skratka, vse različne teorije, Proudhonove, Owenove in podobno z 19. stoletja, vse te so bile reformistične in to je šlo na živce Marksu. Marks je zahteval, da mora biti revolucija in brez revolucije se ne bo nič zgodilo. Vsaka reforma se bo izjalovila oziroma se bo razvodenela, treba je nekaj nasilno izpeljati. In se pravi, da je tukaj neko pragmatično protislovje, kot se to imenuje v filozofiji, ko nekdo nekaj trdi, dela pa ravno nasprotno. Ko njegova dejanja ne sledijo njegovim besedam, in kot sem prej rekel, to pragmatično protislovje je v tem, da so marksisti govorili, kako ideje niso pomembne, oziroma kako so ideje nekega sekundarnega pomena, sledijo zgodovinskim, družbenim, materialnim, ekonomskim razmeram, so njihov površinski pojav, v resnici so pa še kako te ideje forsirali v družbah, kjer so prevladali in vsako drugo ideologijo, vsak drug nazor, vsako drugo antropologijo čim bolj onemogočili, če že ne v skrajnih primerih, kot je Kambodža ali pa Severna Koreja ali pa Kitajska, s kulturno revolucijo, da se še spomni tega, kulturna revolucija Mao Tse-tungova in njegove žene, ki so torej ravno vodili kulturni boj, se pravi idejni boj proti tistim, ki so mislili drugače. To je ta proletarska revolucija, ki se pojavi v 19. oziroma 20. stoletju in ki torej prinese novo delitev, ki sem jih že sicer omenil, zdaj pa postane pa levica proletarska in desnica vse ostalo, bi lahko rekli. Vse ostalo, kar ni proletarsko, je desnica. Potem imate tukaj delitve delojemalci, delodajalci, proletarska levica zopet internacionale, da smo peli internacionalo, stanite suženstvo zakleti, kdo še to zna peti, medtem ko ta desnica še vedno poudarja nacionalno državo, čeprav ta desnica, paradoksalno, po eni strani poudarja nacionalno državo in nacionalno identiteto, pa potem v najnovejšem času zdrsne v globalizacijo. Glede globalizacije imamo pa danes ta paradoksni pojav, da so antiglobalistične gibanja, ki se imajo za leva, ki pa po drugi strani, ampak to je samo na videz, Levica je bila vedno internacionalistična in tudi ta nova levica
je sicer antiglobalistična, zaradi tega pa nikakor ne sprejema vrednot nacionalne identitete. Potem na levici je materializem, tukaj na desnici je idealizem, zapravi vera v moč idej. To, kar povdarjam, vera v moč, v vlogo idej v človeški zgodovini, če se to imenuje idealizem. Ker beseda idealizem je čigum, to lahko malo kaj pomeni. In dostikrat tudi ekonomizem, ne vem, če ravno ekonomizem, ker je tudi materializem ekonomizem, že samo s tem, ko pravi, tukaj se si pravzaprav liberalizem in pa marksizem zelo sorodna in zelo podobna, in zato je tudi tukaj razlog, zakaj se to dogaja, kot sem rekel prej, da nekdanji učenci Marksa hitro čez noč postanejo učenci von Hayeka. Liberalci in marksisti se ujemajo vsaj v tej točki, da je vse odvisno in vse pričakujejo od ekonomije. Ekonomija bo rešila svet. Torej, na levi strani ateizem, ker smo ga, levica je vedno praviloma bila ateistična, ne samo marksistična, tudi druga, framasonska, deistična, socialistična, različne oblike ateizma, medtem ko na desni strani pa imamo teizem, pa tudi bi lahko rekli veliko krat, če že ne drugo, vsaj agnosticizem, se pravi, da se ne ve, kaj je, ampak vsaj na tej strani neka toleranca do vere, do teizma, čeprav imamo tudi tukaj časih bojevite ateiste. Tudi pri nas imamo ljudi, ki se sicer razglašajo za desnico, bi pa cerkev utopili v žlici vode. Kot sem prej rekel, že tukaj je poudarek na revoluciji, medtem ko tukaj na reformah, se pravi postopnem, moralnem, idejnem spreminjanju človeka, njegovega značaja, njegovih vrednot. Tukaj na levici kolektivizem, družba je pomembna, na desnici poudarek na posamezniku, na njegovi svobodi, pa tam recimo danes pri nas te probleme, nasprotovanje zasebnemu zdravstvu in zasebnemu šolstvu, javno zdravstvo in javno šolstvo. Edina rešitev je, mi hočemo imeti kvalitetno javno šolstvo in zato moramo ukiniti ali pa vsaj zmanjšati na najmanjšo možno mero zasebno šolstvo. To sovraštvo, ki smo ga ravno doživljali v zadnjih mesecih, pred enim letom, do zasebnega, se pravi zasebnega šolstva je pač izrastek tega. Se pravi poudarek na kolektivizmu, na državi in ko pravi recimo nekdo, jaz sem za močno državo, ne? Se pravi je ravno to. To je tipično levičarsko. Močno državo, močno javno, se pravi tisto, kar se da politično obvladovati. Potem v marksizmu imamo to družbeno lastnino, potem zasebno lastnino, kot sem že rekel, pri liberalcih je bila vedno zasebna lastnina sveta. Potem ima tukaj uradno ideologijo, seveda, uradno ideologijo, medtem ko na desnici se priznava pravico do pluralizma. Tukaj je potem totalitarizem na levici, največkrat imamo te primere, taki ali drugačne stopnje, medtem ko je desnica za odprto družbo, za človekove pravice, plansko gospodarstvo, tukaj tržno gospodarstvo in kot zadnji rezultat na levici je največkrat revščina, na desnici pa blagostanje, ampak tudi porabništvo. Tukaj bi v zvezi z izrazom totalitarizem poudaril, kaj to pomeni totalitarizem, namreč beseda ima vsekako slabšalni prizvok in upravičeno, ampak je treba razlikovati med različnimi oblikami tiranije, če hočemo tako, ali pa
imate recimo čisto običajne oblike tiranije, ki jih lahko rečemo diktatura. Diktatura ali pa tiran je recimo en samodržec, ki se je povzpel na oblast, recimo z pučem, z vojaškim udarom, razveljavil demokratične institucije in prevzel oblast v svoje roke. To se dogaja recimo v Južni Ameriki, se je to dogajalo velikokrat, pa poznamo recimo v zgodovini, še v naši zgodovini, Marcos na Filipinih, Duvalier na Haitiju in podobno. Tak samodržec, tak tiran nima neke posebne ideologije, neke posebne antropologije. Njegova oblast je bolj na zunaj. Jasno je, da je lahko včasih zelo brutalna, da je lahko včasih zelo kruta in zelo neizprosna in ne trpi nobenega ugovora. Ampak nikoli pravzaprav tukaj ne gre za drugo kot samo za oblast. In pač je zelo ljubosumen do vsakega, ki bi ga lahko v tej oblasti ogrožil. Pri totalitarizmu je pa bistveno drugače. V totalitarizmu pa ne gre samo za zunanje obvladovanje situacije, tako kot v diktaturi, ampak gre za notranje obvladovanje, za obvladovanje srca, misli, idej, čutenja. Totalitarni režimi imajo svojo ideologijo, ki jo vsiljujejo z vsemi državnimi sredstvi svojim državljanom. Jih ne, če hočete, če uporabim ta izraz, jih ne uklenejo samo na zunaj, ampak tudi na znotraj, tudi njihovo miselnost, njihovo srce, njihove vrednote. Dva taka tipična totalitarizma v novejšem času sta bila nacizem in komunizem. Oba sta imela svojo ideologijo, eden rasistično, drugi zgodovinsko-materialistično. Imela sta celo svojo estetiko, celo tako daleč je šlo. Socialistični realizem v začetku. Se ni smelo karkoli risati, pa karkoli komponirati, pa karkoli graditi. Fašizem je imel svojo arhitekturo. Hitler je sanjal o tem, da bi bil arhitekt. Stalinistična arhitektura je znana, vse te grozne nebotičnike, pa te stolpnice, ki jih vidimo po ruskih mestih in tako naprej. Skratka, šlo je celo tako daleč, da so celo na področju estetike, na področju tega, kaj je lepo in kaj ni lepo, postavljali svoja merila. Se pravi, pomen na ideologiji in hotenje, da se ta ideologija vcepi v srca, v prepričanja ljudi in se jih na ta način obvlada. Se pravi, medtem ko je običajna diktatura bolj na zunaj, je totalitarizem gre na znotraj. In zato je tako težko spremeniti režim ali pa spremeniti sistem, kar mi sami doživljamo. Večkrat skar naprej ponavljam tisti znani izrek, ampak je odličen. Ko pravi, pa ne vem, kdo je to pogruntal. Eni pravi, da je bil en nemški sociolog Dahrendorf. Ne vem, nisem mogel nikoli preveriti, kdo je to dejansko avtor tega izreka. Politični sistem lahko spremeniš v 3 mesecih, gospodarskega v 3 letih, mentaliteto, mišljenje ljudi pa šele v 3 generacijah. Ampak naša izkušnja je taka, da niti v 3 generacijah ne bo šlo. In tukaj se sedaj na ozadju te levice in desnice pojavlja družbeni nauk katoliške cerkve. Včasih so rekli, to je pa tretja pot. Ni tretja pot, se tudi noče opredeljevati glede na levico ali na desnico, ampak je svojo pot. Namesto kolektivizma in individualizma
krščanstvo podarja personalizem. To pomeni poudarek na človeški osebi, kar pomeni po eni strani, da človek ne more biti brez drugih, personalizem ni individualizem, kakor je recimo v liberalizmu, ni pa seveda tudi ne kolektivizem, zato ker poudarja absolutno vrednost sleherne človeške osebe in nasprotuje vsakemu podrejanju posameznika skupnosti. To je personalizem. Torej, vsak človek, to je nekako beseda, s katero mogoče najbolj strnjeno izrazimo to, kar je krščanska antropologija. Če sem rekel, kako so antropologije pomembne, torej krščanska antropologija je personalistična. Človek je oseba. Krščanstvo je celo tudi v zahodni kulturi uveljavilo izraz osebe, in sicer zaradi oseb Svete Trojice in ena oseba in dve naravi v Jezusu Kristusu. Te teološke, čisto virske resnice so zahtevale neko filozofijo, neko pojmovanje o tem, kaj se pravi biti oseba, in na osnovi tega se je razvila teorija o človeški osebi, ki zdaj ni več samo teološka kategorija, ampak tudi antropološka o človeku kot subjektu in nosilcu svojega dostojanstva. Torej, dostojanstvo človeka, človek je absolutna vrednota, katere temelj je Bog. Poglejte, tukaj gre za neko zelo pomembno stvar. Vsa naša zahodna civilizacija, evropska civilizacija, je zgrajena na ideji dostojanstva človeške osebe. Zakaj protestiramo proti izkoriščanju, proti ne vem čemu? Zaradi zavesti o tem, da ima vsak človek svoje dostojanstvo, ki ga je treba spoštovati. Ampak če bi zdaj, recimo, se uveljavilo prepričanje, da Boga ni, potem ostane samo še ena varianta, da je samo kozmos, se pravi materialne sile, ki se premešajo, prekipevajo, kakorkoli že, organizirajo in dezorganizirajo, energija, masa in tako naprej, skozi milijarde let se to, lahko rečemo, prekopicuje, kako bi to rekel, razne oblike se pojavljajo, tako kot včasih rekli, kot otroci na peskovniku, ki neko obliko, neko figuro spostavijo in jo zopet razdelajo, uničijo. Bi potem bilo to edina resnica od nas vseh. Samo če pa to edina resnica, potem je pa dostojanstvo človeške osebe larifari. Potem smo pa mi čista vadna igrača, tako kot je pesek igrača otrok, tako smo mi ljudje, z vsem tem, za kar se imamo, da smo čista vadna igrača brezosebne, slepe, neumne materije. Zato, če hočemo zavarovati dostojanstvo človeške osebe, zopet so ideje pomembne, je samo v eni varianti, da je za vsem tem nekdo, ki nas je svobodno hotel. Engels v svoji filozofiji narave ali dialektiki narave v uvodu pravi zelo lepo, potegne svoje materialistične posledice do konca. Tako kot je slepa materija nekoč spostavila svoj najvišji cvet, misleče bitje človeka, svoj najlepši cvet, to se fajn sliši, tako ga bo tudi razsula, uničila. Se pravi, smo čista vadna igrača,
in brez kakršne koli vrednosti, za katero se gremo, mislim. Potem je naša zavest o človeškem dostojanstvu ena velika samoprevara. Nekaj se sicer gremo, da smo, kar pa ontološko v bistvu nismo. In zato imajo vsi tisti prav, ki nas imajo za igrače, ker smo to tako ali tako ontološko, se pravi bivanjsko smo. In potem je to odprta pot, idejno odprta pot vsem totalitarizmom, če materija lahko samopašno in poljubno razpolaga z nami in se z nami igračka, zakaj pa se še ne bi politiki, ekonomisti, novinarji in tako naprej. Zato je za dostojanstvo človeške osebe ideja Boga, vrednota Boga, vera v Boga odločilnega pomena. Jaz to ne rečem, da so samo verniki, zagovorniki dostojanstva, ampak če hočete vi dostojanstvo človeške osebe utemeljiti, da ima svoj temelj, logični temelj, potem ga lahko samo v neki teistični perspektivi, ne pa v materialistični. Dobro, da je človek kulturno bitje, kar pomeni, da ustvarja. Kultura je nasprotje od narave. Tukaj ne mislim samo na kulturo v ožjem pomenu besede, kulturni ustvarjalec, pač lepega na področju likovne slovstva in glasbe in podobno, ampak ustvarjalec, človek dela nekaj novega. V tehniki, v znanosti, v medicini, kjerkoli že hočete, v vsej naši civilizaciji. Mi Slovenci v srednji Evropi, v nemškem prostoru se razlikuje med civilizacijo in kulturo, medtem ko na Zahodu ne. Je isto kultura ali civilizacija in kultura pomeni to, kar je negovano, kar je kultivirano. In seveda, mi moramo vse negovati. To je človek kulturno bitje in s tem tudi so utemeljene nacionalne kulture, ki drugače ne morejo biti. In seveda iz dostojanstva človeške osebe izvira zahteva solidarnosti, ker je treba to dostojanstvo spoštovati tudi v drugem. Država ima svojo utemeljitev v družbeni pravičnosti. Brez pravičnosti, pravi sveti Avguštin, se država spremeni v roparsko drhal. Mislim, da bi mi kaj vedeli o tem. Brez pravičnosti se država spremeni v roparsko drhal. Oziroma tako pravi Avguštin. Kaj pa so države brez pravičnosti drugega kot roparska drhali? Stari niso bili neumni. Od tod potem izhaja socialno-tržno gospodarstvo, kar pomeni, moraš najprej ustvariti, če hočeš deliti, ampak treba je deliti. Se pravi, socialna država, kar je danes en problem, ampak to nimamo zdaj časa v to iti, svobodna družba, subsidijarna, se pravi, decentralizirana pomeni subsidijarna. Subsidijarnost je ena izmed temeljnih kategorij družbenega nauka katoliške cerkve, ki jo je sprejela kot svoje načelo tudi Evropska unija s svojo idejo decentralizacije. Subsidijarnost pomeni, da najvišji ne privzamejo kompetenc, odgovornosti, ki jih lahko korektno izpolnjujejo nižji, se pravi, brez kakršnekoli potrebne centralizacije. Ideja je čim bolj razširiti lastno odgovornost za sebe. Ravno tu je en velik problem v Sloveniji. Po eni statistiki, ki je bila objavljena pred par leti in ki jo dela Aufbruch, to je ena ustanova na Dunaju in v Budimpešti, ki raziskuje razvoj vrednot v postkomunističnih državah, smo mi Slovenci na prvem mestu, in to me je šokiralo, na prvem mestu po tem, da največ pričakujemo, da nam bo država, mati država dala,
in se ne pobrigamo sami zase. Na prvem mestu Slovenci. Ko bo vendar, da imamo Slovenci pregovor, pomagaj si sami, Bog ti bo pomagal. Ne pomaga država. Pričakujemo vse od države in hočemo imeti močno državo. In zato imajo tisti, ki zagovarjajo močno državo, tako velik odmev. Poudarek na svobodi, ampak ne na svobodnjaštvu. Smisel svobode ni v tem, da delam, kar se mi zljubi. Smisel svobode je v tem, da se svobodno odločim za to, kar je dobro. Ker če se za neko stvar odločim, kar je dobro, nesvobodno, potem tisto ni dobro. Torej, smisel svobode je v svobodni odločitvi za dobro, za poštenje, za pozitivno. To je smisel svobode, ne pa v tem, da svojo svobodo izkoriščam in da počnem, kar se mi zljubi. Kar je nauk liberalizma. No in, kot sem rekel, kako so pomembna je kultura, pomembne so ideje. In sedaj je prišla v razvoju levice, moderne levice, do neke nove kulturne revolucije, pa do nekega novega pojava, in sicer do spojitve marksizma in freudizma. Ker je socialistična levica v tekmi s tržnim gospodarstvom bila poražena, boljše se je godilo na zahodu, kakor na vzhodu. Zakaj misli, da smo se mi leta 91 ali 90 na plebiscitu, na referendumu na plebiscitu tako masovno odločili za demokracijo? Mislite, da je človekovih pravic, kje pa? Naši državljani so hodili v Avstrijo, pa v Italijo, pa po svetu, pa v Nemčijo predvsem, in so videli, da se v kapitalizmu boljše živi. To je bil dejansko glavni motiv, ne pa recimo neke demokratične vrednote. Ampak zato, ker je socializem se izkazal za ekonomsko neuspešne. In intelektualci socialistične levice, predvsem tako imenovana frankfurtska šola, to so bili v Frankfurtu ena skupina neomarksistov, ki je obstajala v Frankfurtu do leta 1933, po nacizmu so potem šli v Ameriko in potem so se nekateri vrnili nazaj, so združili Freuda in Marxa. In sicer so prišli na to idejo, da svetovne revolucije delavci ne bodo izpeljali, zato ker so preveč pokvarljivi, daš jim dobro plačo, pa so čisto zadovoljni, pa jih mine, da bi zganjali revolucijo. Torej, kdo lahko revolucijo izpelje? Ne delavski razred, ampak intelektualci, študentje, umetniki, in to je bil maj 1968. To se je prvič izbilo in jaz se spomnim, ko sem bil takrat v Parizu, ravno v tistem času, kot študent, kako je bilo pravzaprav presenečenje, odkot zdaj to, s tem nihče ni računal. Vse so bili razne neki posebneži, ki so nekaj učili, bi lahko rekli, ne? Ampak da je pa to tako močno navzoče in da tako izbruhnilo in se pokazalo tako agresivno in tudi močno, se pravi, toliko ljudi šlo za tem, to je presenetilo takratno vodilno elito v Franciji, tega niso pričakovali, da se jim to kuha, če hočete, med njimi. In tako neomarksisti iščejo zaveznike v freudovcih in to imenujemo danes freudomarksizem. Veliko ime med Slovenci, najbolj znano, Slavoj Žižek. To je bila torej ta neomarksistična frankfurtska šola, ki je emergirala v Združene države. In sicer ideja je zelo preprosta in naslednja. Marksizem nasprotuje družbeni represiji, recimo obvladovanju delavcev in tako naprej. Vsaki obliki avtoritete v političnem in družbenem smislu. Freud
nasprotuje represiji na področju seksualnosti. Torej, je treba to združiti, vsaka oblika represije, bodisi v morali, bodisi v družbenem pogledu, je treba odstraniti, združimo svoje sile, freudovci in marksisti, in tako se je rodilo to, kar se danes pojavlja kot nova levica. S temu se pridruži potem še feminizem druge stopnje, ker prve stopnje feminizem, ki se pojavil v Ameriki, še predvsem in ki je trajal do druge svetovne vojne, je čisto sprejemljiv, oziroma čisto normalen, je upravičen. Feminizem druge stopnje, ki ga pa danes poznamo, je pa se pripeljal do sodobne teorije spola. Se pravi, človek se ne rodi moški ali ženska, ampak to postane. To je ideja, ki jo še posebej širila Simone de Beauvoir. Ženskost brez materinstva, spol stvar kulture, ne narave. Sartre, ki je bil življenjski sopotnik Simone de Beauvoir, je bil eden izmed velikih inspiratorjev in tudi udeležencev dogodkov maja 68, se tudi tam pojavljal na tistih barikadah in podobno. In to sta bila kolega, oziroma živela v neki skupnosti, ne ve se točno, da Simone de Beauvoir lezbika, je bila heteroseksualna, eno in drugo je bila, celo prepovedali so ji poučevanje, zato zaradi nekega razmerja, ki je imela z nekim mladim dekletom, mladoletnim in podobno, že to je bilo že leta 65 ali pa 60. Stvari, tisto, kar se danes zavedamo, niso tako nove, so stare 50 let. In seveda potem anarhizem, kar pomeni zavračanje kakršnekoli avtoritete in kakršnekoli oblasti proti kapitalu, proti državi, proti religiji, cerkvi in tudi proti družini. Tile Frankfurtska šola, prvo delo leta po vrnitvi iz Amerike po drugi svetovni vojni, prvo delo, ki so ga izdali, je bilo proti družini, leta 1950. To, kar danes doživljamo, ni tako od danes in ni tako nedolžno in ni tako, kako bi rekel, muha enodnevnica. Namesto liberalizem, libertarizem. Posameznikova svoboda je absolutna, torej proti vsaki oblasti, ker stari liberalci niso bili proti oblasti. Stari liberalci, klasični liberalci, so bili za družbene vrednote. Recimo Sartre takole popravi. Naši stari liberalci so rekli takole. Bog je čisto nepotrebna predpostavka, mi lahko Boga črtamo, ohranili bomo pa seveda krščanske vrednote. Se pravi, moralne zapovedi, vrednote in vse to, kar zavezuje človeštvo in kar drži ljudi skupaj v neki družbi, to ohranimo, Boga pa črtamo. Vse to je nepotrebna hipoteza. Škoda, žal, to ni tako nepotrebna hipoteza. Ker če Boga črtamo, potem tudi vse druge vrednote odpadajo in treba biti v tem dosleden. To je isto tudi ničejanska misel. Nietzsche, Sartre, to so dejansko duhovni očetje tega. In potem seveda Marx in Freud. Torej, proti vsaki oblasti nadzora in avtoriteti in seveda sovražnik številka 1 je zopet krščanstvo in še posebej katoliška cerkev, ni treba poudarjati zakaj. No in tako pride do te nove kulturne delitve. Mislim, da zdaj lahko vem hitro, zato ker so stvari že nekako že povedane, bolj ali manj, to je samo povzetek. Katoliška cerkev zagovarja avtoriteto v službi pravičnosti, razum, resnica in dobro, spoštovanje osebne izbire, življenje je sveto, naravni zakon, različnost spolov, družina kot mož in žena,
laičnost, ja, ne pa laicizem, in tudi verska svoboda za svojimi 4 prvinami, javna, osebna, kolektivna, osebna, javna, zasebna. Medtem ko tukaj imamo pa na drugi strani pri Novi levici anarhizem, vsaka oblast je zlo, skepsa, nič ni res, vse opcije so enako vredne, strpnost v smislu relativizma. Če hočeš biti strpen, moraš reči, da tak nič ni res, pa tak nič absolutno ne velja. Pa si pa strpen. Če pa priznavaš, da ni vse enako res in da ni vse enako prav, potem si pa nestrpen. In zato je seveda monoteizem nestrpen. Imate vse te teorije o monoteizmu, ki je vnesel nestrpnost v zgodovino, od Jana Assmanna, mislim, ki je glavni, pa se je spreobrnil. Imamo pri nas Iztoka Simonitija, ki je to knjigo izdal pri Slovenski matici in podobno. To pravi, nasprotovanje vsakemu priznavanju absolutne resnice in tega, kar je edino prav in edino res. Vse je po svoje prav, vse je po svoje res. Teorija o več resnicah. Vsak ima po svoje prav, zato pa nima nobeden prav. Nič ne res, ne živi svoboda. To je nekako povzetek ničega. In potem seveda življenje ni sveto, splav in eutanazija, kar je normalno, spol je kulturna stvaritev, izbira in tako naprej. Torej, vera se tolerira kvečjemu, pač ker moraš biti, če si pristaš svobode, potem ne moreš zahtevati, da boš komandiral, kaj bodo ljudje mislili, ampak to se tolerira samo v zasebnosti, ne pa v javne navzočnosti, kar zopet sami vidimo, kako je. Katoliška cerkev zagovarja svobodo v službi moralnosti, kot sem rekel že prej, smo svobodni zato, da smo lahko moralni. Tukaj pri levici pa to ni, ampak je svoboda sama sebi namen. Mi imamo monoteizem, vero v enega Boga, oni pa antikrščanstvo, zopet vrnitev nazaj na staro poganstvo. Imate pri nas poskuse oživljanja poganske religije starih Slovan. Pa tudi še na zahodu kaj podobnega. Evropa se noče več priznati za krščansko, pod vplivom vseh teh teorij in podobno. Torej, multikulturalizem, tako sami vemo, kaj je to, vse te stvari so med seboj logično povezane, to hočem reči, sledijo iz ene edine ideje in enotne antropologije. Ekologizem, mi imamo sicer odgovornost za stvarstvo, ekologizem je pa nekaj drugega, ali pa recimo biologizem, ja. Imate recimo Peter Singer, en avstralski filozof, ki pravi, to ni samo edini, vsa živa bitja so enako vredna in kako to utemeljujejo utilitaristično, vsako živo bitje lahko uživa ugodje ali pa trpi. V tem smo si enaki, od deževnika do človeka, ali pa celo od rastline, predvsem pa od deževnika, se pravi živali in ljudje, in zato smo tudi eno in isto. In zato imajo tudi živali pravice, in zato imate pri nas eno politično skupino, ki hoče uveljaviti enake pravice za človeka in za živali, oziroma enake kazni za tiste, ki grdo ravnajo z živalmi, kakor tiste, ki grdo ravnajo z ljudmi, se pravi nobene razlike. In ker ni nobene razlike, je vsak človek tako dolgo, dokler se ne zaveda samega sebe ni človek, in to nastopi šele ob 4. letu, zato lahko človeka ubiješ do 4. leta. Ne samo splav, ampak tudi detomor do 4. leta.
To se danes javno zagovarja zagovornik Peter Singer, potomec enih Singerjev iz Dunaja, ki so se preselili v Avstralijo. Torej, človek je samo ena od vrst brez posebnega pomena. Torej, adijo dostojanstvu človeške osebe. In na koncu seveda hedonizem, živi se tako dolgo, dokler se splača, dokler je ugodno, ko pa ni več ugodno, ko pa ni več prijetno, je pa tukaj na voljo eutanazija. To je torej naša duhovna panorama, to je tisto, s čimer se bomo mi, pa tudi generacije, ki bodo prišle za nami v naši Evropi, pa tudi mogoče še kje drugje po svetu, soočali, ko ravno govorimo, s čim se soočamo. Zdaj v tem svetu smo mi poklicani biti solzem. Cerkev je edina družbena sila, ki je enoumna nasprotnica nove levice. Zato, ker brani življenje, družino, vero v razum, da spozna dobro in slabo, res in prav in ne res, skratka, ki priznava, da ni vse glih, da ni vse enako, proti relativizmu. Politična desnica na njo ni za računati, ker je velikokrat dvoumna in kompromisovska. Skrajna desnica je nacionalistična, velikokrat nasilna in etnocentrična. In zato je tako velik pomen kulture in izobraževanja. To ni mala stvar katoliške šole, od osnovne do univerze. To ni tako nepomembno. Malo si domisle, pa kaj tega treba. Še kako je tega treba. Kajti ta ideologija, s to ideologijo hočejo sedanji oblastniki oblikovati tudi mladi rod, naš mladi rod. Zato ni nepomembno, to ni postranska stvar. Žal v katoliški skupnosti se marsikdo ne zaveda pomena katoliških šol od vrtca pa do univerze. In dostikrat mi, ki se za to borimo, kot veste, vam tukaj govorim kot rektor Katoliškega inštituta, ki bi ne bil zametek Katoliške univerze na Slovenskem, ni to problem, da nas drugi ne marajo. Najhujše je to, da med duhovniki, med verniki naletiš, kaj pa vas je treba, kaj pa tega treba. Pa še kako je treba. Hvala lepa.